Potem, ko so nogometaši Rudarja izpadli v pokalu in prejeli še 7 golov v prvenstvu proti Mariboru, so tokrat doma pričakali Olimpijo, želeli pa so si nekoliko boljšega rezultata. Ampak prva akcija je že prinesla gol za Ljubljančane, to je bil predložek pred vrata, Andraž Šporar pa je bil najspretnejši in z glavo premagal domačega vratarja Radana za prednost zmajčkov 0:1. V dveh potezah, dobra podaja Klinarja in Šporar najprej sklal do okvira vrat nasprotnika, potem pa je sam pobral odbito žogo in jo pospravil v mrežo. Še enkrat dobra podaja, tu je bil Džinić premalo pozoren. Prva akcija Velenjčanov je tudi prinesla gol, zadetek za 1:1. Podal je Damjan Trifković, Mate Eterović pa je žogo spravil v mrežo in izenačil v 21. minuti. Tole akcijo knapi in prišli do izenačenja v 20. minuti. Strelec pa Mate Eterović, povratnik v ekipo Rudarja v letošnji sezoni in njegov... V 26. sporna situacija, Darko Brljak je dobil rumeni karton, domači igralci pa so zahtevali celo njegovo izključitev. Že v naslednji akciji priložnost za Velenjčane, streljal je Mario Babič, ampak obramba Olimpije je žogo izbila izpred svojih vrat. Ob koncu prvega polčasa pa že gol za Ljubljančane, po napaki v domači vrsti je bil spet najspretnejši Šporar, ki je na zadnjih tekmah v izjemni formi, pred tednom dni je blestel v Celju, ko je zabil kar 4 gole, tole pa je bil še njegov drugi gol že v tem prvem polčasu. Do žoge so prišli nogometaši Olimpije, na koncu Šporar, ki je z natančnim strelom zadel še drugič, takole, dolga podaja. Poskušal je še Dejan Kelhar, ampak obramba Mateja Radana in odmor je s prednostjo 2:1 odšla ljubljanska Olimpija. Drugi del pa se je začel sanjsko za Ljubljančane, to je bil gol za Ontivera, hitra akcija gostov in Ontivero je povišal prednost na 3:1 in s tem izjemno dobro začel tale drugi polčas. Po dobrih 20 sekundah ekspresen zadetek Olimpije. Ontivero, Argentinec pa je povišal prednost. Do konca dvoboja napadi Velenjčanov za priključek, najprej je z glavo meril Eterović, ampak Brljak je bil na pravem mestu in preprečil zadetek. Po lepi akciji Kociča je streljal še Senad Jahić, to je bila še ena velenjska priložnost, gola tokrat ni bilo. In še zadnja akcija tekme, 82. minuta, streljal je Denis Grbić, še enkrat pa na pravem mestu Brljak, ki v tem drugem delu ni bil premagan in na koncu zmaga za Ljubljančane, 3 goli v velenjski mreži, 1 v ljubljanski in 3 točke za vodilno ekipo prve lige. Mogoče na začetku tekme smo bili premalo samozavestni. Ta gol, ki smo ga prejeli, v bistvu nas je vzdignil in smo začeli igrati, potem smo izenačili. Mislim, da je danes tekmo odločilo to, da smo prenaivno in prelahko dobili te zadetke. Mislim, da smo bili, še posebej drug polčas, smo imeli nekaj lepih priložnosti, kjer bi se lahko približali, ampak če dobiš v 46 minuti tretji zadetek, je težko pol dobiti to tekmo. Olimpija je samozavestna in to se vidi na igrišču. Konkretni so, nas še čaka pa veliko dela, da bomo konkurenčni lahko Olimpiji ali pa Mariboru. Ja, res je, vedeli smo, da je Rudar doma zelo žilav nasprotnik, borben, zelo nevaren proti naprej. Na srečo zopet na krilih razpoloženega kapetana Šporarja, 2 zadetka v prvem počasu, potem pa sjajna kombinacija Andraža in pa Lukasa, res lepo je to bilo videti za tretji zadetek, potem pa smo kontrolirali potek srečanja. Rudar je imel nekaj svojih priložnosti, pa tudi mi nekaj proti napadov, ki bi jih lahko boljše izkoristili. Najbolj važno je, da zdaj ta reprezentančni premor pričakamo z isto razliko kot prej, da obnovimo moči, da se dobro pripravimo na veliki derbi.